En lep dober večer vam želiva, z mano je končno znova Jakob. Dober večer. Čeprav je večerna oddaja, bomo danes govorila o jutru, zato imam jaz izjemoma pripravljeno kavo. Torej, prvo navodilo, če se hočete zjutraj lepo zbuditi, ne ob 8 zvečer piti kave, to, kar počne Lili, in res ima kavo noter. Izkustveno. Bomo preverili jutri zjutraj, kako se bom splazila z postelje ali ne. Po mojem boš zjutraj šele zaspala. Tako nekako, ja, tako z mački. Ko oni po noč dirkajo okrog, potem o 5 zjutraj morajo pa nujno se spočiti revčki od hudega fizičnega napora. Tako. Zjutraj je v bistvu najpomembnejši trenutki dneva se zame zgodijo vedno zjutraj, pa zate? Tudi. Kdaj ti zjutraj se prebujaš in ostajaš? Kadar gre vse po sreči, tam okoli 4:30 zjutraj. In tako smo se spoznala, to ni bilo tako. Ne, ni bilo tako. Je bilo bolj ob 9 zjutraj. In tako, ko smo se spoznali in menili, da greva zjutraj na kavico, smo bile vedno, je Jakob vedno bil tako malo zadržan, dokler nismo potem prišla do tega, da se je zjasnilo, da je on to menil po mojih jutrih, ker jaz tudi stajam o 5, pol 4, 3, v zelo nehumanih urah, in si to on razlagal, da potem se bom hodila tudi na jutranji kavici, da biti ob 6. Tako, ja. Zdaj nama gre bolje. Mislim, da ta pregovor... Rana ura, zlata ura, ne? Ja, ali pa zlata kura se vse. A ni petel in tisto se zjutraj dere, če smo čisti iskreni. Je res, ampak bolj pomemben je ta, da se po jutru dan poznam. Se mi zdi, Res da je, tiste prve stvari, res ki je, jih zjutraj absolutno. naredimo, zelo močno vplivajo. Tudi, če imamo sploh dovolj časa, jaz uživam v jutru. Rada vstanem, rada si vzamem čas zjutraj za čajček, zato da imam čas sama zase, da se sploh pripraviš na dan, da razmisliš, kaj boš naredil in tako naprej. Si pa ti definitivno nekdo, ki daleč najbolj izkorišča svoje jutra, tako da danes boš bolj ti na tapeti, bom jaz tebe spraševala. Prav, potem pa me kaj vprašaj. Kako se najbolj dan prične? Najbolje se dan prične res tako, da si vzameš čas, da se ti dan sploh začne. Sem ugotovil, da se včasih celo splača biti majčkeno manj naspan, pa si vzeti tiste pol ure ekstra, da se pripraviš za dan, kakor pa da z neko norišnico že ostaneš iz posle. Ker res tisti prvi trenutki, kako navadimo možgan, dejstvo je, da smo pač najbolj dojemljivi, sploh naše misli, naši možgani, ki smo še malo med dvema svetovoma, ki še ne pridemo nazaj, in takrat je tukaj v glavi pri nas vse zelo odprt, in če damo nek tak histeričen signal, že na vse zgodi zjutraj, potem se zna zgoditi, da bo cel dan tudi majčkeno bolj histeričen, ja, in zoperen in tako da pač ta čas zjutraj je ena najpomembnejših stvari. Čeprav zelo pomembno pa je tudi to, kako dan začeti, se začne že kdaj pa kako gremo spat. Tako da je nek takšen cikel, da se samo ukvarjati s tem, kako bo zjutraj. Če smo potem čez cel dan delali stvari, ki so slabe za nas in še zvečer, potem pač noč je... Potem je noč prekratka. Boljša izbira za zvečer. Definitivno boljša izbira za zvečer, ampak mislim, da bo šla pa pol 4-krat lulat, če boš pred spanjem tole spila. Prav! Tretje gre dobro, nič. Tako. Pred spanjem je v resnici najboljš nič. Vse je logično, v bistvu, da razbremeniš telo. Ali pa vsaj za 1,5 ure pred spanjem je najboljš nič. Nič konzumirati. Ne telefona, ne televizije, tudi knjige, ne tudi zaspati s knjigo ni glih najboljša ideja. Čeprav do vseh teh stvari, ki jih počnemo, najboljša. Še vedno bolje kot Facebook in grozljivke in take stvari, ki jih včasih gledamo. Nič hrane, nič pijače, tik pred zdajci, skratka, vse te stvari so dejansko pač slabše spimo in potem se nam zdi, joj, rabimo ful več spati. Ja, v resnici ni glih tako, z malo higiene pred spanjem se čas spanja drastično. Sveda, ker se kvaliteta dvigne, vse je logično, samo mi ne razmišljamo na tak način. Ja. Mi vidimo samo, da smo šli, karikiramo ob 9 spati in smo ob 6 zjutraj nenaspani. Kaj pa smo predtem počeli, koliko sladkorja, koliko kave, koliko poživil, koliko alkohola, koliko nekih motenj in šumov smo dali v svoje možgane, pa običajno ne opazimo. Tako da sigurno to pol vpliva tudi na samo kvaliteto in tukaj potem dolžina tega ne more reševati. Plus programirani smo v ta 8-urni spanec, ki se
To vsi ponavljajo. Pa tudi malo smo članek. programirani na to, da se, gledajte, koliko je objav recimo samo na socialnih omrežjih, a ne. Nisem živ, dokler ne popijem kave. Zapravo, mi smo se naučili, da brez kave ne moramo začeti, oziroma da zjutraj moramo biti slabe volje, oziroma ponedeljek je grozen, oziroma petek je super. Ja, res je. Če se vrnem k tej 8-urnemu spanju, v resnici ne obstaja niti ena raziskava znanstvena, ki bi podprla, da je 8 ur nek ključ. V resnici pa so uspeli dokazati, da je definitivno precej boljše za človeka, če spi 6 ur, kakor pa da spi več kot 8 ur. Da so učinki na telo in na in na vse precej slabši. Jaz sem sjajno rešitev. Kaj, če bi na vsake 3 ure šli za par ur spati? Torej spimo cel dan. Tako, pa samo malo pojemo vmes. Tako, kot dojenček. Jaz mislim, da dojenček ima najbolj prav. Zbudi se, malo poje se, pa igra, gre spat. Hkrati pa so vsa ta pravila dejansko nesmiselna, ker smo vsi individumi. Tako, vsak je unikat. In v nekem drugem procesu smo, z drugimi stvarmi se ukvarjamo. Če je nekdo res zelo močno fizično aktiven ali pa v službi, definitivno bo rabo mogoče več počitka, kakor nekdo, komu uspe dan poštimati na drugačen način. Skratka, tudi poslušati se tukaj, kljub temu, da obstajam redno, res tam do 5 ure, danes sem vstal šele ob 6:30. Zato, ker je pač... Ne bo kapico, hvala. Ker je pač izjemno naporen teden in enostavno sem začutil, da moje telo rab še nekaj ekstra ur, sicer bomo pač vse te stvari, ki jih ponavadi naredimo od 5 pa tja do 8 zjutraj. No, te stvari mene zanimajo, ker Jakob je zelo priden, čeprav jaz običajno ne maram te besede, ker včasih je konotacija biti priden, jo enačimo z biti obogljiv, ampak toliko stvari, ki Jakob zjutraj naredi, preden se velika večina še ne prebudi, pa dobrega za sebe se mi zdi resnično neprecenljivo in bi bila zelo vesela, če bi to delil tudi z našimi gledalci, zato da boste dobili mogoče malo zagona, malo inspiracije, pa idej, kaj vse se da narediti. Spet tukaj je od vsakega posameznika res zelo odvisno, kaj mu paše. Zelo pomembno pa je tudi, da raziskujemo. Moja jutranja rutina se je mogoče v zadnjih 2 letih kar nekajkrat spremenila. Pa tudi ni bila in tudi s tem je vse v redu. Se mi zdi, da je to zelo pomembno povedati. Ne pri nečem vztrajati samo zato, ker je zdravo, samo zato, ker je trenutno moderno, bom rekla, ampak poslušati sebe in tako, kot si ravno kar lepo rekel, včasih rabimo tudi več spanja, manj spanja, tudi to upoštevati. Zapravo prvo sebe upoštevati, pa izluščiti zase tisto, kar je dobro. Ker kakšne stvari, ki pišejo, pa ki so super priporočljive, pa ki zame imenitno delujejo, lahko da bojo vas naredile popolnoma nesrečne. Tega pa nočemo. In v obratni smeri, tudi ne. Pa tudi po moje, tudi od samega bioritma posameznika odvisno. Jaz zjutraj komot ostanem, jaz sem dolga leta ostajala ob 3 zjutraj, polna energije. Zvečer, ko imam že vsega dosti, nisem tako produktivna. Vidim, da tiste stvari, kjer moram biti zbrana, kjer moram biti res tako prisebna in aktivna in na 100% zjutraj komot, se pravi, tudi to se poslušata, ne? Absolutno, čeprav tukaj hitro zapademo, kdaj v neke upravičevanja, pa izgovore. Pač to, če lahko gledaš televizijo do 2 zjutraj, ne pomeni, da si produktiven. Absolutno ne. Tukaj moramo biti malo iskreni do sebe. Tako. Kdaj zmanjšujemo kakovost svojega bivanja, kdaj pa v resnici se podpiramo zato, da smo pač čim bolj fajn čez dan, da smo res dobri, da se dobro počutimo, da smo dobri z drugimi, dobri s sabo. Da smo z nafilanimi batarijami, se tudi telefon oziroma mobitel moramo nafilati optimalno, da optimalno deluje. Daj pa zdaj nekaj primerov. Definitivno prva stvar, ki je zelo pomembna, je način, kako se pobereš zjutraj iz posle. Nocem! Ta prva ideja zjutraj nam je res zelo težko, pa hudo pri srcu, pa se odvlečemo v življenje, pa se ponavadi odvlečemo v življenje. Nekaj pozornosti nameniti temu, kakšne so naše prve misli zjutraj. To ne pomeni, da rabiš meditirati 1 uro zjutraj. Ampak že sam, da sebe pozdraviš. Jaz dostikrat pravim, zjutraj gremo v službo, srečamo soseda pred liftom, mu rečemo dobro jutro. Zakaj sebe ne pozdravi zjutraj, ko se zbudiš? Zakaj sebe ne objeti, sebi reči dobro jutro? Ko smo na frišno zaljubljeni, se zjutraj najprej stisnemo k svojemu najdražjemu, svoji najdražji. Zakaj ne bi tudi sebe zjutraj, ko se zbudiš, objeli si nekaj lepega povedali, sam sebi namenili nek trenutek? Predvsem pa bili veseli, da smo se zbudili. Absolutno. Ker pač to tako jemljemo za samoumevno. To, da smo se mi zbudili, ker vsako noč se toliko in toliko ljudi ne zbudi, različnih starosti.
Tudi jaz recimo Pa zvečer. so se vsi naši dragi zbudili tudi, a ne? Tudi To je recimo, tako, biti hvaležni. Ja. Jaz se spomnim 2016, ko je bil Standing Rock, kaj vse so tam počeli z Indijanci. Kako sem bila hvaležna zvečer, da sem na suhem, da sem na toplem, da me ne bo nihče zvlekel v -25 in v pasjo kletko zaprl, kot so njih. Pa se je to dogajalo 2016, ne 1600 v nekih osvojevalskih vojnah. Ne? Tudi to, da gremo spat s hvaležnostjo, da imamo streho nad glavo, da imamo hrano, ne glede na to, da mogoče imamo neke želje, ki se nam bolj ali manj dosegljive in se primerjamo z ljudmi, ki imajo morda več, ampak biti hvaležni, ker imamo že v tem miru za spati. Ja, absolutno. Pač začeti dan s hvaležnostjo, poiskati kakšen utrinek, ki nam lahko nasmeh prenese na obraz, je zelo pomembno. Potem pa zame takoj naslednja stvar je jutranja higiena v smislu, da vse, kar se je po noči v telesu nabralo, izločilo, vse to odstraniti, zato da lahko dan pač spet malo bolj čisto začnemo. Torej, Tam tako pove, da grem pa tuš. Ne, to je od strganja jezika. Zvenilo je tako, grem v spa, prižgem si svečko, 2 lotusa. Ne. To je kar zelo dinamično, pa ne traja zelo dolgo. Ampak pač odčiščenje jezika, dlesni, spiranja nosu, pač posod, kjer se lahko sluz nabere. Nekaj besed, zakaj je to pomembno? Mogoče za vse tiste, ki se s tem srečujejo prvič, ali pa jim to ni poznano, pa se jim morda zdi nesmiselno. Ko spimo načeloma zaprtimi ali pa malo odprtimi usti, odvisno kako spite. In koliko ob tem sprečite. Glavni proces čiščenja se v telesu zgodi po noči in pač telo na razne načine. Velikrat gremo prva stvar zjutraj lulat, se nekaj odplav, pa skozi različne sluzi, torej obloge na jeziku, želodec, nos, povsod se te strupi naberejo. In če je prva stvar, ki se ti zbudiš, spiješ kozarec vode, dejansko se te strupe spiješ nazaj dol. Seveda. Nikamor ne greš. Ja, torej se zjutraj že malo zastrupiš. Tako s prve. Telo se celo noč trudi. Se ti pa zdi, koliko si veliko naredil, ker si takoj štartal z vodo. Ja, se to lahko takoj potem, ko odstraniš strupe iz telesa. Potem pa ja, mlačna voda, nekateri prisegajo tudi na limono, to je odvisno od stanja vašega želodca in prebavila, enim paše, enim ne, meni zadnje čase paše, mi pa dolgo časa ni. Kar precej količine vode. Različne so ti napitki za zjutraj, ki se jih priporoča. Potem pa definitivno zame zelo pomembna joga ali pa neke vrste gibanja. Kaj ni nekje vmes ledeno mrzo tuš? Ledeno mrzo tuš je bil zelo dolgo časa del mojega jutranjega zbujanja, zdaj pa ni v bistvu. Je meni dal nespanec skoraj, da. Jaz pa moram pa popolnoma skregana, čeprav grem rada v ledeno vodo, ampak si pa ne predstavljam. Tako občudujem te vsako jutro z ledeno vodo se teširam. Ni več izjutraj, res ni. Ko za tisti čas, ki je bila. Tisti čas, ki je bil, verjetno mogoče pride spet kdaj nazaj, ampak v tem trenutku enostavno ne čutim, tako da grem... Mogoče tudi malo z letnimi časimi povezano, mogoče nam poleti to tudi mogoče malo bolj paše. Tudi razlika v temperaturi vode, ko pač iz pipe po zim preteče 5 stopinj. Če odpreš čist na mrzlo, polet pa tam okrog 15 stopinj, tako da je tudi velika razlika. Oboje pa je ledena voda. Ni, no, takrat, ko sem ustrajal, ko sem bil navajen, mi ni. Je tudi nek poživitveni odmerek za jutro. To bi rekla, ja. Po noči se dosti časa zres dosti mrzlo vodo tuširaš, ne rabiš kave sploh. Absolutno ne. Zdaj jo tudi brez tuša ne rabim. Vsa poživila, recimo, ne glede na to, kakšna so, vsi stimulansi vplivajo na kakovost dneva in spanja. Tako da tudi ta navada, kava, mora biti kava. Jaz sem se popolnoma odvadil. Pa če mi zadiši, naročim brez kofeinsko včasih. To je pa to. Tako da vse se da poštimati, pa absolutno, z malo discipline. Pa bom rekel, veliko je to prepričanje, ne? Moram. Jaz sem sebe dostikrat zalotila, kako je bilo kavo in potem sem si jo skuhala in je nisem popila, ampak jaz sem bila kar naenkrat polna energije in to je res placebo učinek. Dejstvo je, da pač pol ure potem, ko se zbudimo, naši hormoni začnejo delovati in se dvigne tudi raven stresnega hormona in vse tako, da šele po pol ure smo v resnici zbojeni. Torej, ponavljajkrat pa ni
Povezano s kavo, ampak Ja. to, da je telo dojelo, da je Tako, prebojeno. oziroma takrat celo naredimo Se pravi, jutri škodo zjutraj bom odprla oči in bom rekla, zdaj moram še pol ure poležati, da bo moje Ne poleže, telo, boš kar ostala. da bo moje telo dojelo, da je budno. To se mi zdi sjajna ideja. Sjajna ideja. In potem ne bo dojelo Ja, do pa 12. tako, poslušaj, Jakob, ne deluje tale tvoja teorija. In s kavo v resnici naredimo škodo, ker se pač ravno stresnega hormona se itak dvigne v telesu. In potem pride še kava in Potem pride še kava. In Dajte še dvojno, jaz potem malo zakaj nabustam. potem po 2 urah spet rabimo neko kavo in zakaj? Pa saj sem bil že zbojen, pol sem pa zdaj spet tak mal čuden, pa ne morem se zbuditi. Ja, pa potem govorimo o teh krizah ob 11, 12, Ja. enih, ki se dogajajo. Ne? In ponovadi, če gremo takrat še na malce, kot tudi obremenimo telo s hrano, ki mogoče ni najbolj pravilno izbrana, da se lepo izraziva, je potem seveda smo ob eni že Ja. tečni, utrujeni, preobremenjeni, rabimo kavo, spanec. Definitivno, pač, če ne gre brez kave, jaz mislim, da ljudem bi najbolj prav prišla za prvo malco v resnici. Takrat bi bil nek tak, ker se cikl dneva že mal, pa mogoče malo energije padejo in tako takrat bi dejansko kava mogoče pomagala. In na ta potem za prav prvo način. malco se to potem lahko sliši kava, pa sladoled, pa smetana, pa čokolada noter. Ne vem, če kdo to je in pije za malco. Po mojem tudi ne, ampak slišati je pa dobro. Jaz sem namreč prijateljica, ki ne prenese okusa kave in ko sem bila pri njej rekla, ti dam malo čokolade noter. Ja, lahko. Čakaj, ti bom dala še malo sladoleda. Poleg njim šla že smetano. V glavnem pol hladilnika je dala noter in jaz, ko gledam, a to bo zdaj sadna kupa ali kako, prav jaz ful ne prenesem okusa, pa si pa vse, kar mislim, da paše, noter zmečem. Sem imela pa tudi jaz obdobje, ki je bila moja kava zelo obogatena nekaj let nazaj. Okay, omenil si jogo. Se pravi, zdaj smo se zbudili, stuširali, očistili, popili vodo, zdaj pa gremo. Kakršno koli gibanje, pač tukaj je tudi spet od vsakega posameznika odvisno, kaj mu ustreza. Definitivno pa je fajn svoje telo premigati. Na spletu se najde ogromno stvari, zagotovo koga poznate, ki ima kakšno jutranjo rutino, ki se na nek način premika, pa pač povprašajte, pa probite in spet odkrite nekaj, kar je dobro zate. Koliko časa bi pa rekel, da je priporočljivo vztrajati, preden ustvarimo to mnenje? A ne? Ker po vsej verjetnosti enkrat, dvakrat, trikrat zjutraj probaš Vsaj 14 dni, 3 tedne. Tako, no. Vsaj 14 dni, 3 tedne. Potem pa začeti spreminjati. Okay, zdaj pa vidim, da mi ta vaja mogoče res ne odgovarja, ali pa si jo prilagodim, pa naredim na drugačen način. Tako da meni zjutraj joga vzame 2 do 3 ure. Še malo pa več, sploh ne bo šel spat. Ja, ampak kakšnih 15-20 minut je že res čudovito. Pa se vidi razlika, ne? Že tako se mi zdi, kadar zjutraj zaspimo, recimo, ne? Saj je pač stresen začetek dneva, ampak smo v rekordnem času sposobni zlaufati skozi vrata ven in kar cel dan smo potem malo naspidirani. Saj tudi zjutraj, če v miru staneš in se razgibaš, je logično v bistvu, da si potem bolj tudi fizično odziven in prebojen in aktiven. Absolutno. Prekrvavljen in tako naprej. Trenutek, ki je zame tudi pomemben, je, da se tudi zjutraj še enkrat prav zavestno umirim s kakšno meditacijo, s kakšno dihalno vajo. Ali je to lahko vodena meditacija, glasbena meditacija, lahko si čisto v tišini, spet odvisno, kaj ti odgovarja, ampak da res dan zaštartaš. Ker se mi zdi dragoceno tudi z vidika, nič in nihče ti še ni dneva pokvaril. To ti itak ne more, a ne? No sej, no ja, ampak to je res. Marsikdaj pa, če ne, vse dogajajo neke stvari, smo preobremenjeni, smo pod stresom, je čisto drugačna meditacija, si predstavljam zvečer po nekem napornem dnevu. Absolutno. Ali pa dnevu, v katerem se nam zgodijo stvari, ki jih mi ocenjujemo kot negativne in so nepričakovani in potem rečemo, da nam je nekdo pokvaril dan. Kar boste drugačni, nisem nič. Kot pa zjutraj, kaj je ta mir, kako se tudi mi potem tudi sigurno tekom dneva se drugače odzivamo na stvari, če smo mirni. Najpomembnejša stvar, ki sem jo naredil zase, je to, da imam pravilo, da dokler ne zaključim z vsemi jutranjimi rituali in vsemi stvarmi, ne prižgem telefona. Bravo, ja. To je ključna stvar. To je, če nič drugega človek ne naredi, kot to, da tudi če spiješ kavo takoj, ko se zbudiš, da si vzameš pol ure, 1 uro brez zunanjih impulzov, ker poznam toliko ljudi, ki se zjutraj prva stvar kot budilka, potem pa prva stvar odpre telefon. Je bil kakšno nov message, kakšno novo sporočilo na socialnih omrežjih.
takoj v Velika večina ljudi gre tako, še preden gre z postelje, sploh ven, še preden do konca oči odpre, že mora pogledati, kaj je bilo na Facebooku, kaj je bilo na Instagramu, kaj so novi ukrepi, kje je kdo kaj rekel, s kom se je skregal. In to se mi zdi ta toksičnost teh informacij, ki so ali pa niso preverljive, pa v bistvu čisto vse in kaj tista informacija je. Že takoj na vse zgodaj zjutraj se mi zdi, nam res ne dela prav nobene pač takrat, usluge. ko je naš možgan najbolj dojemljiv, oziroma naš da najprej pač to, kaj je kdo jedel, preden je šel spat, kaj je objavil, kaj se je kdo s kom skregal, kaj je kdo komentiral, da je to prva stvar, ki jo posadiš zjutraj vase. Ne vem, no. Že tudi sama ta reakcija, ljudje, ki se zjutraj zbudijo, pa so slabe vole, ker morajo že vstati, ker je zgodaj, ker so nenaspani, ker je karkoli. Kaj v bistvu vsem sporočamo? Če dava na en pol, ne, se zbudiš, pa si hvaležen, da si živ še vedno, pa si vesel, da je pred tabo še en dan. Koliko ljudi je, ki se bori proti bolezni, pa ne vejo, koliko časa še imajo, pa nimajo, pa kaj bi dali za še en dan? Kvaliteten dan. Ne? Ali pa recimo mi, ki mogoče tega niti ne vidimo, ne prepoznamo, ne cenimo, ampak se še kregamo nazaj, da zdaj moramo pa že vstati. Kaj oddajamo s tem v vesolje? Toliko veliko govorimo o zakonu privlačnosti, ampak v resnici se pa redko zavedamo, kaj vse mi sporočamo. Ena stvar, ki bom povedal, pa mogoče marsikomu ne bo všeč, da le to, ko bom rekel, se to večkrat naredim. To se hvala reči, smo navajeni. Ja. Impuls, da nočem vstati, oziroma ne želim vstati, oziroma mi je hudo te vstati in moram vstati, ta impuls v resnici sporoča, nočem živeti. Absolutno. Nočem živeti. Moje življenje mi ni všeč. Pa je pa bolezen prišla, pa je pa z vesolja padlo to name, pa uno name. Ja, to je pač naš odnos. Nočem živeti. Tudi avtoimuna bolezen se z nekje vzame. Ja. Zaprav, kaj mi s tem sporočamo? Življenje, ki ga imam, mi nikoli in ga nočem. Zakaj? Ker ko smo zadovoljni, ko smo veseli, ko nas nekaj lepega čaka v tistem dnevu, ko bi čakamo, da ostanemo. Ne moremo spati, ker smo tako živčni, ko bi čakamo, da bo to kura, da lahko že ostanemo in gremo temu naproti. Ampak ko se svet prišla do tega, da naše življenje upravljajo stvari, ki so zunaj nas, namesto da upravljajo. Velikokrat tako. Torej se veselimo samo, če je nekaj zunaj, veselimo se, če bo nekdo prišel, če se bo zgodilo ono, če se bo zgodilo tretje. Se prav pogojujemo še vedno. Tako. Pač naša odgovornost je, kako se zjutraj zbudimo in takrat v tišini, ker res še ni nobenega zunanjega impulza, se res lahko... Tistem miru. Se lahko tudi naučimo tega, da prevzamemo odgovornost za to, kako se počutimo zjutraj, pa kako začnemo dan. Ja, se potem ne rata, potem pa srečaš zoprno sodelavko na poti, ker ti dan pokvari, pa se še ne znaš. Ampak če prideš z mirno glavo, včasih lahko dovoliš, da te stvari samo grejo mimo tebe. Skratka, to je pač trening. In če dan začneš slabo... Ja, težko pričakuješ, da bo potem super. Ja. Absolutno. Sploh, če si ga sam zakompliciraš. Kar pa zelo radi počnemo ljudje. Marsikdaj si marsikaj sami zakompliciramo. Tudi stališče indijanskega izročila je jutro, oziroma čas tik pred zoro poseben, ker tudi oni pravijo, da se takrat združujejo svetovi, se pravi, da določeni te prepreke se dvignejo in da ravno zato je takrat narava tiho. Ker je takrat čas človeka. Se pravi, tako kot je v ciklu dneva pomemben čas, kot vemo, da na določene organe, določene ure in tako naprej. Isto oni pravijo, da pač tik pred zoro je čas namenjen človeku, zato da se človek znova poveže sam s seboj, z naravo, s svojimi predniki, s svojim višjim bistvom in da uživa v tej tišini. V bistvu vse starodavne vede na ta način dojemajo sploh ta tik pred sončnim vzhodom, so energetsko najbolj polne. In za ljudi bi bilo najbolj smotrno, da ostaneš ne glede na to, koliko je ura, ampak da ostaneš v nekem obdobju tik pred sončnim vzhodom. Meni je to nekaj najlepšega. Sicer, jaz sem v resnici fantastično postavljeno stanovanje, da sončni vzhod dejansko lahko vidim v svoji dnevni sobi in meni je to nekaj najlepšega. Zjutraj, ko vidiš, da se jasni, da se sonček pokaže, tako lepši vse na svetu. Ja, in isto sončni zahod, tudi ti odtenki, se pravi, zjutraj je sončni vzhod običajno bolj belkast, sončni zahod je veliko bolj rdečka, se pravi, so bolj zemeljske barve. Zdaj tega tudi učijo, da nas to zemlji, da je treba tudi v sončni zahod gledati na način barvne terapije in sprejemanje energije sonca, ki nam potem sporoča, pojdi zdaj spat. Ja, se narava je za vse poskrbela. Mi smo silno pametni. Tako. Mi imamo pa zdaj Facebook, pa vse nadaljevanke, pa filme, pa grozljivke zvečer, pa tako naprej. Pa nič ni narobe, znaš, se mi zdi, da včasih ljudje rečejo, ja, pa si pa proti tehnološkemu napredku. Ne, sploh ne. Daleč od tega, toliko dobrih stvari, nam je ampak prineslo če zmeraj pa ne rabimo pozabiti na neko zdravo pamet, pa vse te stvari izkoristiti zato, da nas podpirajo. Ne zato, da nam škodujejo.
mogoče, če vzamemo primer čokolade. S čokolado si posladkamo življenje. Če bomo živeli samo čokolade, se ne bo dobro končalo. Ne. To je pa tehnologija in karkoli drugega je pa isto. Tako. Zelo presladko se bo končalo. Ja. Kaj bi bilo mogoče glede na to, da tele pol urce se je tako hitro izteklo? Pa se je res. Ob koncu, kaj bi priporočil? Če nekdo mogoče stremeti k temu, da si sploh najprej zaželimo imeti neko jutranjo rutino, da ni prisila. Tako. Da ni prisila, pa da začnemo, da se navdahnemo za to, da probamo začeti dan drugače, da najdemo nek impuls in potem počasi raziskujemo, ampak vztrajno, ne en dan ja raziskujem, en dan pa ne raziskujem. In tudi ni nič narobe, to je lahko 5 minut na začetku, lahko je 10 minut, samo naj bo vsakič 5 minut in potem podaljšuješ. Jaz sem res začel s pol ure, zdaj sem na 3 urah pa pol. Še malo pa ne bo več spal, torej naslednja sezona naše oddaje, ob enih sem vstal. Ja. Ampak v resnici pač ne potrebujem več toliko spanja, sploh ne gre razen v izrednih razmerah, ampak tako se je treba pa tudi pač sigurno, jaz mislim, da mogoče mnogo prezgodaj odnehamo. Zdaj marsikdo, ki resnično meditira, ki dela jogo, ki dela katerokoli prakso, ki umirja, ki razstruplja, ki je dobra za nas. Za vse je isti rezultat. Opazijo, da ne potrebujejo več toliko spanja. Veliko bolj spočiti so, veliko bolj kvalitetno funkcionirajo, veliko bolj umirjeni so. Kar pa mi potem naredimo, absolutno, ker smo mi bolj umirjeni. Pač deluješ iz drugačnega jedra. Seveda, tudi ne dotakne se te toliko, tudi ne zrevoltirate vsaka stvar, ki gre mimo tebe. In se mi zdi, da včasih samo preprosto prezgodaj odnehamo. Ne damo ta potreben čas, da bi se ti rezultati mogoče začeli tudi veliko bolj opaziti. V resnici je tudi ta sploh pristop, da bomo nekaj časa delali, pol pa bomo to imeli. Ne imeli. Ampak mogoče, da bi ta odziv sploh opazila. Marsikdo meditira en dan, 2 dni in že misli, da bo cel Buda. To mislim, to hočem povedati. Ne, to je proces, seveda, to je proces. Ki bo trajal vedno. Tako, seveda. Skrbeti zase traja vedno, dokler Absolutno. Jaz hočem samo na to napeljati, da pač na začetku je pač potreben čas, da se tudi mi naučimo, kako to pravilno izvajati, da sploh lahko dobimo nazaj, bom rekla, neko drugačno počutje. In tako kot se treba stuširati vsak dan, pa zobe umiti vsak dan, je to isto. Isto pomeni razstrupljanje uma, naših čustev in vsega tega. To je pač proces, ki ga ali počnemo ali ne, je pa potreben vedno znova. Ni tako, da nekam enkrat greš, pa je pa v redu, marsikdaj si tako razlagamo, oziroma zelo potrošniško. Zdaj sem to naredil, kje je zdaj? Kot tabletka. Ni tabletka. Ni to tako. Konsistenca tukaj potem pač traja in to zavedno postane nek del tebe, tvojega življenja. Mislim, da dati si čas, pa načinov, kako to narediti zjutraj. Zdaj sva jih omenila samo nekaj. Tega je res ogromno in vsak od nas z lahkoto najde nekaj, ki mu bo tako da jaz bi mogoče predlagala, delite z nama vaše pristope, vaše vprašanja, pa bo mogoče čez kakšen mesec, 2, 3 imela še kakšno oddajo na to temo, mogoče bo še kakšno dihalno vajo, ali pa kaj takega ponudila, podelila. Orodje je res ogromno. Ja, sam raziskovati. Tako da je za vas dobro. Ja, absolutno. Torej, naslednjič, ko se vidimo, bo Jako po vsej verjetnosti vstal že ob 3 zjutraj. Mislim, to je bilo tudi obdobje, ko sem vstal ob 3:30. Super, super. Raziskovanje, res. Pa tudi ljudje imamo, ta bioritem se mi zdi, da je izgovor, na način, kako ga uporabljamo, pač vsak od nas ima neke zakonitosti in mu določene ure bolj odgovarjajo in je v nekaterih bolj produktiven, eni so dejansko bolj nočni. Ampak če si ti nočen človek zato, ker si pač 15 let hodil ful pozno spat. To je drugo, ker je nekaj, kar je rezultat navade. Tako, pač to se v resnici sploh ne poznamo in pol to sprejmemo, tak je moj bioritem. Ni, v resnici sploh ne vemo, kakšen je moj bioritem. Tako da spoznati se. Tako, in raziskovati v končni fazi. Vsi zato pa smo tukaj, da raziskujemo sebe, raziskujemo svet in si v tem ustvarjamo neko čudovito, čarobno izkušnjo. Tako da najlepša hvala, Jakob, da si bil znova z nami. Z veseljem. Vaše izkušnje, predloge, ideje, vprašanja pa kot vedno vabljeni, da pošljete na ls@lili-sorum.com. Jakob bo pa z nami znova čez kakšen mesec. Lahko noč. Lahko jutraj oddaja, lahko noč.